ali manj zato, da bom čim bolj smooth prišel. Valjda šla guma not v tračenco, puf, jaz sem padel in feltna se je zvila. Ne. Glede to, da sem padel s specialko, moram reči, da sem vozil specialko. Ja. In zdaj imam več opcij, kaj bom naredil. Ne. Zabremzati ne morem, nimam dovolj časa, da bom zdaj roke pa zabremzal. Ali bom njih zgazil, ali se bom zabol v te kante, ali bom pa pač čez ograjo spadil. In sem šel pač čez ograjo. Dobrodošli v novi epizodi Torkovega pogovora. Dan z mano je ena zelo posebna oseba in to je Primož Pečnik. In danes bo on vam predstavil svojo zgodovino, svojo pot kolesarsko, ki je kar precej že dolga bila, pa tudi mislim, da sem imel kar lepa pot, sicer jaz se še ne poznam, tako da bom danes vedel zraven to, kaj vi. Pa mogoče, če vam bo zanimiv, se lahko naročite, pa ga bomo še enkrat povabili, ker je tudi zelo dober šahist, pa tudi porajalca je dober. In bi znal zelo veliko vsem tem povedati. Tako da, Primož, najprej, kaj si bilo v svojim kolesarjenju, če lahko malo več poveš o sami kolesarski poti? Ja, z lahkoto. Ja. Simon, hvala za vabilo, res super oddaje delate z Jakatom, meni je žal za Jakata, da ga danes ni z nami. Pozdrav se, Jaka, da te bomo lahko spet videli na televiziji, če lahko tako rečem na televiziji. No. Ja, torej kolesarstvo, jaz v bistvu nikoli nisem bil kakšen resen kolesar ali pa da bi kaj tako od mladega kaj dosti kolesar, razen to, kar je bilo v šolo zaiti ali pa malo ko je bloka pa tako, ampak moj brat je kolesaril recimo, jaz sem bil recimo, ko sem bil tam konec osnovne šole, on je bil malo par let starejši, pa se vozil na Toško čelo, recimo mi smo živeli v Črnučah, na Črnučah in pol je on šel na Toško čelo ali pa na Rašice, menega tazga mountain bike, nekega Scotta, ne, iz tistega cajta, to pol, ko sem mu brat preselil v Anglijo, sem mu ga na avion pelil tako s sabo z nekim oversize, nekim packagem, še na avion, ti se je bilo luštno, pa z njim smo ga razstavljali še vmes. Scott, mislim, da lahko, da ga ima še zdaj on v Oxfordu, torej full star kolo, on se je to vozil in jaz nisem lahko razumel, kaj to fora tega bicikliranja, jaz sem vmes mogoče kakšne igrice igral ali pa kaj, ker pol pa on prišel pa se malo izmenjeval, pa gor pa dol, pa sem se dubil s kakšnimi prijatelji ali pa kakšno naloge delal pa to. Tako da me ni zanimalo, pa sem pa ja, jaz, če sem hotel priti v mesto, v šolo ali pa kaj sem mogel čez Ruski car, to vemo, ne, to je strašen klanc, to je, jaz ne vem, kjere kategorije bi to bilo naturo, ne, ampak jaz sem skozi vozil kolo sede, a ne, jaz nikoli nisem recimo abzico, kakor se reče, recimo, da bi tako vozil, razen včasih, ker sem recimo tako se hotel kaj spočiti, pa noge pretegniti v smislu, da sem pač malo stopil, ampak nisem pa gonil istočasno, ko sem abzico nikoli, ne. Pa sem pa v enem momentu ugotovil, to je bilo po mojem, sem bil že na faksu ali pa, čakaj, da je to bilo proti koncu faksa sem se naučil abzicati, ne, kaj meni se to skozi dela, to neki mulci delajo, poznamo to, ne, tiska ostaneš, ko pa celo težo prenašaš sem pa tja in kar nekaj sem gotovo, wow, jaz lahko v visokih postavah kjerkoli klance zvozem, v resnici je bil pač to Ruski car, ne. Pa tudi pa nas doma, no, da si prišel k nam domov, si tam na Črnučah in bil tak malo bolj strn klanc, ampak to za abzice nam je to vse lepo krasno in pa sem rekel, si bom kupil kolo in sem si ga kupil in sem šel. Moja v bistvu prva ideja, prvi izlet je bil v Selce, to je pri Crikvenici, na Hrvaškem, ne, na tem severnem Jadranu, na Kvarnerju in sem šel tja in sem si kupil en trekking kolo, enega Garyja Fisherja, kakšen teden sem ga imel in sem imel takoj že ta prvi dan praktično z njim nesrečo, ker sem šel v Kamniško Bistrico, to je tudi tak zelo položen klanc v resnici, ne, pa sem jaz zdaj iz Črnuč, Kamnik, pa Kamniško Bistrica, pa nazaj pa to, ne vem, 70-65 km, valjda bo šlo pol tudi tistih 170, koliko jih je do tam, ne, malo strmejši klanci so sicer, se bom malo bolj opisal pol tisto pot, valjda jaz prijem gor z lahkoto, prijem nazaj dol in pol je tam, ko priješ iz Kamnika proti Šmarci, je tako cesta in pa ima železnico, ki ni pravokotna, ampak je po takim malo kotom. Jaz sem se rekel, zdaj bom šel pa na mesto, da bi zdaj šel jaz malo bolj pravokotno z gumo, bom šel pa še malo, začetnik, ne, bom šel pa še malo manj, zato da bom čim bolj smooth prišel, valjda šla guma not v tračenco, puf, jaz sem padel in feltna se je zvila, ne. Potem sem prišel v Selce, to smo šli z študenti, mi smo na študentsko revijo, sem prišel tja in sem šel kar po glavni norc, no, pač po glavni magistralki in to so bili vsi klanci, tako da greš tle čez Kočevje, ne, veš, Kočevje je kar gor, malo klanca gor, pa dol te Pjava, Gorica, pa ne vem, vse ono gor, pa pol tiste Rašice, pa Velike Lašče, Maja Lašče, vse to, potem Ribanca, pol v Kočevju, smo imeli 2 kolega, smo se tam na kavici dobili, pol priješ dol, Brod na Kolpi, pa moraš iti gor na Delence iz 200 na 700-750, tam sem umrl, ne.
In sem pač še vedno verjel v to, da lahko z zicanjem veliko naredim, ampak to pač zdaj ni bil ruski car več klanc, ampak je bila resna zadeva in sem ves čas v bistvu malo preveč visoki prestavi vozil. Tako da po tisti Gorski Kotar sem prišel polje Jelenje na 900 ali koliko 850-900 in pa se spustiš dol. Luštno, pač rabo sem od zjutraj, ne vem kdaj, do popoldne na 4. Cel dan, no, tako luštna vožnja. Če nisem celo v Šlapcih vozil, ne bi si upotrdil, no, ne vem. Šlo je in kar sem jaz takrat ugotovil, mi je bilo zanimivo, ker jaz sem zelo rad bicikliranje zame je v bistvu to ta prva pot simbolizira. Bicikliranje je zame to, da ti potuješ. Ne? A več, če grem, recimo, recimo, da ti živiš v Kranju, v Novem mestu, sploh, ker sem bil še malo mlajši, recimo, no, ker sem imel malo več časa, pa sem se lahko še malo dopusta vzel. Je pa meni zanimivo, da sem šel s kolesom, ti si dal torbe na kolo, bom prišel enemu dnevu do tebe v Novo mesto, ne rabiš avta za to, ful daleč lahko priješ, ne? A veš, jaz še zdaj, recimo, kdaj v Avstrijo na Pavličevo sedlo, v Avstrijo priješ, v Maribor sem šel enkrat do enega kolega, to je bila tudi zanimiva etapa. To mi je zanimivo, greš na biciklu, potuješ, hkrati si toliko hiter, da prideš tja, kamor hočeš. Eni so frajeri, pa pridejo v Split dol v enem dnevu, ali Dubrovnik, pač to sem malo tumač za mene, jaz sem rekreativc, ne, torej zgodovina mojega rekreativnega amaterskega kolesarja, ne, tudi 100 pa toliko kil, no, tako da ni to easy v klance iti. No in recimo ta pot, ne, ki sem šel jaz v Selce, ki si ti tam na delnicah, ti z Gorski Kotar, to je v bistvu sam gost, ne, ampak kar naenkrat to, nikoli nisem porajal do takrat, ker sem se vedno z avto greš pa sem toliko hiter, da eni stvari ne opaziš, na biciklu imaš to gre 3-krat, whatever, 4-krat, 5-krat počasneje, ne, in imaš možnost ful več stvari videti. In kar naenkrat tam, ker si v Gorskem Kotarju, malo pred Jelenjem, kar je v bistvu tako nad vodo, kar naenkrat opazim, jaz sem na drevesa, zdaj ne spoznam se, kaj so to za narastje, pa opaziš, evo, to je pa zdaj Primorska, ni več to neka celinska, ne smreke pa to, ampak rastje je čisto drugo, vidiš ga na očeh, vohaš, tako drugo je, kamni so drugače, vse je drugače, to je to, ne, in je ta, čeprav je tam od Delenc do Jelenja, 20-30 km, v mestu opaziš, to je meni ful lepo. Tiste šlo čez, ne. To je bila prva taka etapa, in od takrat naprej sem, ko se jim reče, zasvojen s kolesarstvom, pa s potovanjem na kolesu, ne. Istega leta, istočasno, če ne spomnim, iste dni je šel en moj zelo dober prijatelj pa v Firence s kolesom potovati, tudi začetnik čisti, mislim tako prva neka, mi smo se vozili bolj v šolo, ne, pa na faks pa to s temi bicikli, on je prvi bil pač cel teden ali 10 dni, koliko je šel v Firence, tako da je bila to zanimiva taka pot. Po naslednjo leto sem šla s tem kolegom v Rim, takrat sem mogel nov bicikl nabaviti, ker so mi tega Gerja Fischerja ukradli pred faksom, in sem pač mogel kupiti si noga na hiter in sem šla v Rim, ti si bilo tudi luštno. Celo pa je etapna, no, pač tako vsak dan nekih 100 km, pa to s torbami, tako luštno, ne vem. A stike je vozil kdaj na ta način, ali sam brzina? Edin, ker sem zelo veliko se prevažal s kolesom po mestu, ne, to, kar si imel tudi na začetku. Ampak te ture, ker si govoril za daljše premike, to pa nikoli. Edin, imel sem daljšo turo, tako enodnevno. Sem se že peljal, ampak ne z nekim ciljem priti tja, mestom, ampak sem se pač, tako kot greš za trening s kolesom, kaj sem šel z Jakatom, ko ga naj s njim. A kam ste šli? Na Sorško. In nazaj, valjda? In nazaj. Ja, ok, to je resna stvar. Ne sicer do vrha. Misliš, Bohinjsko sedlo ste šli delati? Ne. Ali prav Soriško planino, še pol gor? Začetek klanca Soriške planine, pa nazaj. In so šla cela klanca. Ampak kaj to je Soriška planina? Od Bohinjskega sedla gor ali proti Bohinjskemu sedlu? Bohinjsko sedlo 1200, tako je še cesta pa vse. Mi smo šla iz Železnikov, pa so začela se transferati. To je čez Sorco sta šla, verjetno, ne? Ja. Sorica, ne, ja, tam je lepo, ja, Grohar, pisem, da Groharjeva vas je to, ne? Od slikarja, ja, tam je nek kip njegov, ful lepo, res lepo, tisti je tako lepo. Ja. Sam, mislim, zame ni bilo tako lepo, ker sem se matril, tako da. Kaj to, si bil še ful začetnik takrat, ali kaj? Ja, jaz enkrat sem šel z njim prej, pa je bilo pa drugič, ker sem šel z njim, sicer neki sem sam vozil, ampak zame je bilo to ultra naporno, ker tudi oni bi to boljši, pa svoj tempo dajo. Ja, to je zoprn, ja, to je, nekako se vedno moram počasnejši prilagoditi hitrejšemu, saj jaz, kada grem na neke težke zdaj, ko bom res trpel, grem najraje sam, ker nočem, da me kdorkoli vidi v tistih groznih mukah, ko se res matram in tam stokam, in šubi s kakšnim, ki je slabši, ker pač greš počas, pa počakaš, ampak z enim, ki je pa boljši od mene, pa raj ne, no.
Ja, tam je meni malo navaren. Kje sta šla? Čez Škofjo Loko pa Železnike. Pa. No, evo, tam že kar nekaj let nisem vozil. Jaz sem velikrat vozil, tudi proti Kranjski gori, čez Tolmin, recimo, pa tudi na Sorško planino, oziroma na Bohinjsko sedlo sem šel parkrat. Enkrat celo celo turo, pol še dol Bohinj, pa pol proti Ljubljani. Tisti so bili pol tudi Krči, ne vem, če ti bom to kaj dosti razlagal. Ampak kuna cesta je navarna, no? Proti Železnikom tam navarna več voziti. Ker je od Železnik, se pravi od Škofje Loke naprej proti Bukovici ali Bukovnici, ravno prva vas, ne, ob reki, ker je to skozi gor dol, pa v Vinki, pa folk neki čuden voz in tam je mene strah, res me je strah. Tako da alternativa je, sam je pa seveda spet tok višine, ne, da greš pa v Kranj, pa na Stražišče, pa da bi šel tam proti Joštu gor, proti Joštu je taka cesta, greš čez Čepulje, to je na vas in potem prideš dol od Čepulj in prideš v bistvu že skoraj proti Železnikom, tam je Plečnikov spomenik. Mislim, da padlim v vojni, nekaj tazga, to je 10 km proti Železniki, si ven ste hudega, si že na enem polju, priješ tam dol, sam pač moraš iti Čepulje se na 600 metrov, moraš na 200, kar resno se uspet dol in pol, tako da zdaj, če imaš za cilj neke hude planine, pol naprej, te bo to dodatno malo zmatralo, lepa pač bolj varno, no. Tako, kot na svet, recimo, ne. Tako, zanimivo mi je, ker si začel z najtežjimi možnimi turami, tako, se mi zdi, da so bile to res dolge razdaljene. Ja, psiho, ja. Torej, v moji glavi je bilo tako. Jaz sem vedel, da lahko zvozim ruski car. Prišel sem v Kamniško Bistrico, ki je iz Ljubljane na 300 metrov višine, je pa dosti položna in sem si rekel, pa dobro, ne, in to sem, to si, ne vem, 2 uri, ura pa pol do tja, 3 ure pa se doma, a veš, ne. Pa sem si rekel, dobro, če imam cel dan časa, bom pač naredil krat 2, krat 3, zakaj pa ne. No in vse je šlo, ne. Je šlo, takrat je to šlo dobro, danes bi me pa Krči na taki zadevi grabili, ne. Mene Krči zagrabila več ali manj tlele ob strani, se pravi takole po teh dimljah. In to je nek tak čuden Krč, ki nič ne moš na večji dobro, kako bi raztegnil nogo in to. Tako da starejši, ki sem bolj me te Krči dajo in zdaj skozi te neke magnezije, včasih brez magnezija, zdaj pa te magnezije, elektrolite to skozi sabo nosim sabo, ne. No, kje so me Krči zagrabili, ne, to je bila taka zanimiva etapa tudi, če dovoliš, no, da še to predstavim, to sem šel pa enkrat, je bila pa dirka po Sloveniji, to je bilo leta 2, ne vem koliko, okoli 2015 ali pa plus minus verjetno, je bila dirka po Sloveniji, ki so začeli v Škofji Loki, pa so šli se pa čez te Železnike, a so šli tam čez Sorcake, ne vem, pa pol tam, tisto Petrovo Brdo, pa Tolmin dol, pa so šli pa na Livške ravne, na Kolovrat, na 1000, ne, in koliko, in potem dol na Idrsko, Kobarid, Boc in Vršič, ne, do tam konca so šli še dol, to je bila etapa. Se rekel, evo, gremo se v Kranjsko goro, malo pogledati na vikend, ne, in valjda, ne, vozim isto, samo da ne iz Škofje Loke, ampak iz Ljubljane, valjda, frajer, ne. No in za on the record in off the record Vršiča še v lifeu nisem zvozil iz primorske strani, iz Kranjske teži, ne, ki je 600 na 1600, Kranjske sem ga na 5krat plus, mogoče 10krat, ampak to pa ne, 2krat sem ga pa probal. Enkrat je bilo, to ni to, kar bom zdaj opisal, enkrat je bilo, da me je nek dež vmes ujel, pa sem mogel nekaj vedriti, pa je bila tema, pa me pol mama pa šla iskat, ker je bila v Kranjski gori takrat, tako da sem bil nekje, tema je bila, ona me tam kliče, kje si ti vsa prestrašena, ne, jaz sem bil pa tam nekje na vrh, na sredini tega klanca, ti bi zvozil, sem bila res že tema, ne. To je bilo 1 leto ali 2 leti prej, je bila pa ta fora s Krčem, se pravi, jaz kao, ne, dirka po Sloveniji, grem zdaj jaz tu. Valjda, nisem šel dosti zgodaj, ne, sem šel na tam 7 zjutraj, kar tako malo pozen, ali pa šlo moče pol 8, ful pozen sem šel. In ponovadi sem bil kar toliko v formi, da sem prišel v Tolmin relativno svež. Ker to Železniki, ja, veš, pod tisto proti Petrovu Brdu, ker če ti ne greš na Sorco, iz Železnikov na Sorco je strma, na Petrovo Brdo je pa taka lepa, tako jaz vozim v predstavi, po domač pa idem tam 2-4 recimo, no, tako dosti na easy, ne. Veš, ni tako, da bi mogel nekaj. In prideš na 800 metrov in potem se spustiš v bistvu dol, malo gor dol, malo dol, si v Tolminu. Jaz sem bil v Tolminu dosti svež včasih. Danes sem v Kranju zmatran skoraj tako, kot sem bil včasih v Tolminu, ne. Frajer, okej, ful dober, jaz se dobro počutim, ura, pomodla že na 12, sred poletja vroče k pes, evo, grem zdaj v ta klanc na Kolovrat, klanc, začne ga voziti 100 metrov, izdihnem, konc, adijo. In potem sem vsake 200 metrov tam neki se stopal dol z bicikla, pa se smilil samo sebi, pa neki, ti se bo res obupno. In ko pridem čist gor, ko sem že prišel, kar naenkrat Krč v B nogi, tlele, ker sem prvo pisal tako ledimlje na notranji strani nog teh stegan, tako noro. To je bilo prvič, da me je ta Krč zagrabil, ali pa kjerkoli Krč v bistvu na biciklu zagrabil. Ojojoj, kako bo zdaj se v Kranjsko goro prišel, ne. In pošlo dola, ne, cool.
prijem na Idrsko, tam malo počivam, pa sem šel na neko pumpo v Bovcu, sem tako kupil neke magnezije, ne vem, kakšne drinke tam fulunga pil, nekako sem prišel do Trente, na kar me spet kar zagrab, jaz pa gledam una tabla, una prva, ne vem, kako se šteje od 1 do 50 ali 50 do 1, mislim, da od 50 v spodi, pač ta prva serpentina za na Vršič 600, pa ne vem, koliko, uno je svuni krči, shit. In pa sem pač hodil. Sem hodil ob biciklu gor, vsake toliko sem se malo usedel, ker se mi je zdel pa zelo na easy pritisku, da me ne bi kaj zagrabil, na srečo takrat, če ni bilo toliko temno. In lej, to so bila pač 2 moja poskusa na Vršič prijeti iz noben ni rata, ne, iz Primorske. Če so imeli oni etapo iz Škofje Loke, pa tam po isti poti, Ja. a si jih ti kaj videl? Ne, oni so že en dan prej. En dan prej. Jaz sem že enkrat se zanim, ja. To je bila, mislim, neka kraljevska valjda etapa, ne. Se lahko utrimo, to je bilo poletje, dirka pa Slovenija ponovadi kaj, konc junija, začetek julija ali tako neki, pred turom je pač, no. Ja. Takrat enkrat, kad je finat, meni se zdi. Zadnji teden pred koncem šole. A tako da je. Aha, če ni ok, dobro, ja, ne vem, ja. Tako, ja. Drugač pa zanimivo, no, slovenski klanci so težki. Slovenski klanci so težki v primerjavi s francoskimi, ker se jih bo tudi lahko malo dotaknila, 2, 3 sem dal čez, tako slučajno se lahko malo pohvalim. No. In zanimivo je, ne, v Sloveniji recimo, da ko imaš ti recimo, ko imaš one table, ne, ti voziš po cesti, imaš kot tablo za nekam in imaš, če piše neki ravne ali pa nek dol ali pa kaj, to je klanc, ne. Livške ravne, ne vem kakšne ravne, ja ravne, ne, ampak umrl boš, da prejš, ker to ne nasest ti fori, no, da so to ravne, to je klanc. Tako, za fora, ne. Mislim, da naprej od železnikov so ene ravne torek. A res? Ja, neki A je torkar vozil tisti kaj? Mislim, da že Mogo je, sigurno. Skor siguren, gledam to, da skozi tam most. Aha, najbrž on to že v ponedeljek proba, ne. Ni ravno. Ne, seveda ni. Slovenski so kar težki, ne. Ja, to mi je nekako tako, da potuješ, ne, a veš, da potuješ. Enkrat sem šel recimo do enega mojega frenda, tega, ki so šla v Rim skupaj, Matic moj imel, on je zdravnik, no, ki so pri tem, ne, kje sem dobival kondicijo, a veš, Črnuče so vse 10 km iz centra, pa v šolo, pa k babici recimo na Vič, ali pa k temu kolegu, ki živijo v Zalogu, ne, a veš, to sem se včasih kar po celi Ljubljani tako malo vozil in se hitro zgodil, ali pa si šel dvakrat, ne, pa si prišel domov, pa začel še na kakšen žur ali pa nekaj v mesto in se je zgodil hiter, 30, 40, tudi 50, včasih kilometrov na dan, veš, tako, imel sem v nogah, valjda se mi ni zdel za nekaj 100 km voziti. No, on je bil zdravnik v Matici, je bil zdravnik v Mariboru, je bil tam na tole pripravništvo imel in sem ga šel obiskat tako za en vikend, ne. Valjda, jaz skočim na kolo, itak bo šel s kolesom, ne, in v Ganki sem šel. Iz Ljubljane v Maribor. Čez tam nad Trojanami, pa pove čez. A vidiš, ne, ti se mi zdi preveč glavno. Jaz sem šel valjda Kamnik, pa Črnivec, ker smo vrati Črnivca. In pol priješ dol v Gornji grad, pa tako ena taka stranska, to so lepe stranske cestice, Nazarje, zdaj pa ne poznam več v njih kraja čist dobro, ne čist muzej, ampak tam mim nekje, pa mim Letuša, pa tam so meni malo klančki, pa priješ v Velenje. Zdaj pa Velenje, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, zdaj pa fora, ne, na zemljevidu zgleda Dravograd, Maribor, ki si misliš, to je bila velikonočna tura je bila to, kar je fajn, ker še ni tako vroče, ne, zjutraj moče imamo zelo, kak štartaš, ok, velikonočna je bila in uletim v Dravograd, tako, cool, ne, a veš, ura je bila, zdaj na pamet rekel, 3, v Dravograd pa 4 mogoče, ampak na veliko noč ni prav dolg dan. In iz Dravograda, koliko kilometrov od Dravograda v Maribor? Koliko jaz mislim, da je? Koliko misliš, da je, ja. 30? To sem tudi jaz mislil. Tako, zdi se blizu, v resnici 50. Lahko pogledava, mogoče boš popravil pa na video ali pa kaj, ali pa na komentarje napisal 45 je pa zihar. In to je pa glavna cesta spet, in si spet mislil, pa spet je malo gor, pa dol tam v Dravi in si mislil, pa dajmo del. Ampak je bilo cool, nisem bil tako zmatan, lepo sem prišel. To sem bil takrat kar v formi, no, to je bilo vse pred 2015, ne, se pa malo po mojemu študiju. Tako cool, ne, se mi zdi dobra ideja, obiščeš kolega v Mariboru, ne, ker so šla s tem kolegom takrat v Rim, imam enega drugega prijatelja, Marko, živi v Izoli in so prvo etapo odpeljala od Ljubljane v Izolo, ne.
Evo, tam pa so prespala v šotoru v njegovom vrtu, tako lušten, super stvar. Tako kul je, ne, da imaš neko vsebino, da nisem tako, da bi zdaj rekel, da sem neki šel na bicikl, neke rekorde postavil, neko hitrost. Pač jaz sem take vrste kolesar, vse je valjda, unike so hudi, ne. Pač greš nekam, ne, in si neki dredo neko vsebino. V bistvu sem prijatelj, ne rabim avta, nisem šel z avtom, ne rabim vlaka, ne rabim plačevati, sam svoj, ne vem, kralj, sam svoj mojster, kako bi rekel, ne. To mi je všeč, no. Ja, ti se je bilo okoli 200 km v Maribor. Je, ne? Ja, je, ker ni direktiva, ampak je že to, že do Dravograda to, kot do Maribora v bistvu, pa še 50, no, ali pa še mogoče kakšen štikec, je, 200 bilo, no. Samo tudi veliko višine narediš, ne? Če greš tam se češ črnil, sploh vse to. To pa ne vem. Takrat nisem imel od tega višinomera. Zdaj pač te Apple Watche, no zdaj ne, ampak te Apple Watche, ker ti to se merim, tako merim, takrat sem imel nek števc, ker ne merim, ampak ja, že sem črnilc iz Ljubljane, črnilce 600, 300, tam je 900, pa itak je skozi malo gor dol, pa še tam pred Velenjem malo, pa pol Mislinja je spet malo, Jurja pa pol bi lahko rekel, da je taka etapa, ali pa Jurja 300, ja, pa bi lahko rekel, da tudi hitro ful več. Zanimivo je to, ker sem šel, letos smo šli, lani, 24 smo šli z našim klubom igrati, z našim bridge klubom, oni so tam v Sežani nekje bilo, in sem šel v Sežano z biciklom, to je luštno, pa nazaj pa dam bicikl na avtobus, pa se ga malo napijemo, pa to, veš, v eno smo lepo z biciklom, tam se je kosilo, zjutraj moš štartati do kosila, si tam se pol igravne karte, se napiješ na busu, super, ne. In sem šel tja in koliko višinske misliš, da je? Ljubljana, Sežana, čez Postojno, se pravi, to standard, Vrhunka, Logatec, Postojna. Ja, 780. Točno to, nekaj tazga, če ni bilo celo mogoče 900 ali pa kaj, ne. V bistvu pa se skap nič, ne, ampak ja, je resna stvar. Pač Slovenija je pač taka, skozi gor dol. In tudi, ko greš na morje, recimo, pa sem šel na morje dol, na slovensko obalo, ne, in že spet na počitnice, en kolega ima tam vikend, je povabil, smo šli tja, ne, in je spet ista fora, ne, a veš, ti misliš, priješ Vrhunski klanec, pa nazaj Logatec, pa pol v Postojno, pa misliš, evo mene, zdaj sem pa frajer. Pa se Nožeče klanec, pa Divača, pa Kozina, pa skozi so neki klanci, pa črni, ko si prišel na črni, kaj si car. Ampak ja, in je to noro, ne. Tako da Slovenija je, no, jaz sem bil toliko sem bil zazet, a veš, kaj je bil včasih ta Atlas Slovenije, debela knjiga, A4 listi, no, jaz sem bil tak, da ko sem v prvem stanovanju, kjer sem živel, sem imel tako v spalnici nad posteljo, to je bila cela stena, tako kot recimo ta tle, ne, višina pač 2 metra, in jaz sem printal stran za stranjo, nisem imel cele Slovenije, imel sem Ljubljano tam, ko sem vozil, imel sem do Maribora, imel sem tle do Italije, pa Kranjska Gora, imel sem do obale, na Dolenjsko pa zelo malo vozim, to pa skoraj nič nisem, tako tistega bolj nisem imel, tako 3/4 Slovenije ali pa 2/3 Slovenije sem imel tako list zraven lista, sem si skopiral, sem zrezal, šel na robove malo, na lepu in sem imel tam Slovenijo in je prav, res je impozantna Slovenija, lepa tako, v bistvu tudi huda menzura, ne, mislim tam 1 centimeter 500 metrov, ne, se pravi, to je, ja, v bistvu, predstavljaj si iz Slovenije, zdaj čez celo to steno, toliko dober je to, ne. Ljubljana je velika, tako kot tale moja dlan zdajle. To je Ljubljana, a ne, še večja Ljubljana, v bistvu čez 2 A4 lista praktično. Dobro, imaš malo obrobje tudi, ampak Ljubljana je to, ki je Ljubljana velika, samo Ljubljana na onem zemljevidu. Vrhunsko, res, vsako cestico imaš, kje boš šel. Izohib se, ko gledaš, jaz sem tam pa malo plenah, zdaj še, recimo Maribor, Mislinja, pa to pa gledaš malo, koliko je visok, tako če ti telefoni so bili, no, ampak danes si to lažje pogledaš, pa me zanima, koliko je zdaj na ceste, vsako je šel na izohib se, 400, 50, 500 pa ni, ok, se pravi, mogo prejeti z 200, pa si ima tako približno vedel, kaj te čaka, ne. Luštno je bilo tiste. To se meni zdi tako nekako kolesarjenje življenjem, da so vse te stvari prej, ki se moraš pripraviti. Kaj ta načrt narediš, je prav tako neka dinamika tega kolesarjenja. V kakšnem smislu? Ja, a veš, zdaj pogledaš na Google Maps, pot, pa imaš veliko aplikacij, ki ti sam pot na Garmin nalodajo, pa ti imaš navigacijo, pa ti pove točno, kje moraš zaviti. Ti pogledaš, to pot bi šel pelat, pa zato bi šel to pot pelat, pa moraš vse v glavi vedeti, kje moraš. Ja, meni je to luštno, jaz sem zelo na to, no, narejen, da do glavi pogledaš kaj. Zdaj pa čez tudi telefon, ki jo vzamem, ki je pa kaj to. Ampak jaz ne maram tudi tega potovanja, kaj imaš turiste pa to, ker se v to telefone gleda, tam bom zavil, ja, daj se imaš tablo, se piše, a ne. Tako da, ja, to je. Tako da, ja, nekako, jaz upam, da bi gledalci imeli kaj od tega, no, jaz nekako nisem profesionalen kolesar, pa zelo dober rekreativec, tudi pravim, 100 pa toliko kil, nimam nekih hitrosti, nekih rezultatov, ampak v spodbudu pa bi vsadzga, no, da, ko mu je to zanimivo, če se vidi o tem, da bi pač malo brcati bicikl,
je lušna stvar, če imate družbo, pejte se voziti, je zelo fajn. Kaj pa peljanje klancev zate? Ja. Primerjavi z rodino. To je ura resnice, ne. Zdaj, kolo na ravnem ni velike razlike, a si ti 100 kg težek ali pa ista podobna konstitucija, pa recimo 80, ni kaj dosti razlike. Na klancu se pa pozna, ne. Zdaj imam 2 kolega, ki sta dosti ožja in jaz sem pa močen, ne. In tam klanc na 3 do 3-4%, mogoče 5, pa če mogoče ni predolg, z lahkoto, mislim, tudi jaz narekujem tempo in vse, ne. Kaj več kot 5, klanc ti točno pove, kje si. A si dobro spal, a te kaj boli, a si v formi, a si bolan, vse ti pove klanc. Ne. Zdaj, jaz imam rad te neke ture take, se seveda 2-krat nisem zvozil Vršiča, ne, ki so na meji mojih nekih zmogljivosti, recimo. Ne. Jaz nisem tudi neki ful pretreniran človek, ali pa kaj, da bi rekel, pač 200 km je veliko, ne, sploh s temi klanci, pa to. In mi je zanimiva primerjava, ker sem na enem podcastu slišal, tak kulturni podcast je bil, no, od Shakespearea, Richard III, recimo to je bila ta angleška državljanska vojna, se pravi War of Roses, in York pa Lancaster so imeli pač te hiše, rdeča pa bela vrtanca in so se pol tam tepali, in Richard III je bil iz Yorka in na koncu se je nekako končalo tako, da so Lancasteri zmagali, oziroma Tudori so pol na glas prišli, ampak vmes je York zmagal in Richard III je bil neke vrste kralj, ali tako neki nečist kralj, ampak neki oblasti imel, ker je bil kralj neki mlad ali neki drugačen, ampak on je bil tak pohabljen človek, mislim, da je bil imel grbo ali nekaj tako, pa ful zloben. In on nekako tako reče, to je ta drama Shakespearova, nekako na začetku te drame, on reče nekako tako, mene ne marajo, pač če ne bom ljubljen, ker je pač ima to grbo in ga ženske niso imele ful rade, pa nasploh tako folk, in pa je dato zagrenjen in siten, bil pa ful inteligenten, pač strateg, ne. In rekel, če ne bojo me imeli radi, se me bo pa bala, tako nekaj tazga, bo že videl, ne, na ta način, ne. In to pač on je tak človek, ki je bil zelo dober v vojni, v miru pa ne, ne. In to je tudi razlika nekako dosti med moškimi pa ženskami. Ženske imajo vodilno vlogo v miru, ker pač skrbijo za družino, za celo družbo v bistvu in za to, da so siti, da jim je toplo in tako za familijo, ne. Moški pa smo malo tako, bizgeci, ne. A veš, pa iščemo nekaj in v vojnah pač moški pridejo prav, ne, v miru pa ne, ne, in tudi ta Richard III je to ugotovil, ne. Med vojno je šlo, ne, pa ne vem, ne, kako se zdaj ne poznam te zgodbe, ne, ampak vojna nema veliko prav prišla, ne. No, in to bicikliranje zame neke vrste iskanje nekih izzivov, ne. Jaz sem vesel, da ni vojne, da mi ni treba to vojno, tega si ne želim. Hodim pa na bicikl, ne, in pol iščem te neke skrajne neke, no, in sem velikrat vozil, ta je tudi zanimiva, to je pa maraton Alpe se reče, mislim, da se v Kranju začne, ampak jaz valjda začnem v Ljubljani, se veš pa v Kranj, pa pol na Črnivca, oziroma malo pred Črnivcem zaviješ na Podvolovlek, prideš dol, cef na Solčavo, potem greš pa proti Logarski dolini in na Pavličevo sedlo, pa prideš dol v Avstrijo, to je zdaj vse na biciklu v tujo državo, ne, pa nazaj na Jezersko, pa Kranj pa Ljubljana, ne. Tako da to so tudi težke muke. To sem 3-4 želel. Lani sem enkrat to tudi naredil, no? Lani mi nekako uspel, drugače sem pa še 2-krat prej. To je ful dolga tura. Mislim, da je 170 do 180, no, tako z Ljubljane. Resna stvar, ja. Višina je precej več, ne. Spet ne vem, ampak že samo Črnivci, oziroma pa Jurija, se pravi to 700, pa priješ na 500, ali na Kok, pa pol na Jurija 400, pa to 700, pa 900, Jure 600, mislim, da okoli 2 Jure, ali Jure od 900, nekaj tega se skupaj. Ja, je kar, no. Zdaj, že spet, glavna stvar je, hrana je valjda pomeni, da sem zagotovo, ne, pojesti ne moreš dovolj. Če res sam tako za 1 uro, 2 uri se voziti, ne rabiš, pač malo vode priješ domov, nekaj poješ, ne. Če se reš pa za 5 ur ali pa več, tiste pa zoparan, ne, tiste pa zoparan. Pa vedno prije prav kakšen sendvič, ali se pa vmes ostaviš v oštariji, odvisno, koliko imaš časa, koliko imaš denarja, kje boš vozil, in to pa skozi te magnezije. Folk te profiči, ne, jaz sem tako, jaz sem zdaj bicikl, ta trekking spet je tak malo večji, zdaj sem si kupil par let nazaj malo večjega, ker me že po par urah na mojemu, s katerim sem šel v Rim, me malo hrbet boli, kupil večjega. Jaz sem košaro spredi, ne. Če je velika sila, imam tudi zadnji prtlažnik nosil, če bi, ne vem, bilo, da bi hotel po zimi, ali pa da bi imel, ne vem, kvav, ne vem, neki upremo sabo. Tako da pa vse v košaro in imam pač tam vse, ampak imamo v košari veliko stvari, hrano, pa pijačo, pa ne vem kaj vse, ne. V te profiči, ki jih pa vidiš, on ima nič, ne, on ima specialko, on tako voz in on ima sem tlele one žepke, ki imajo, in ima v enemu ima pač ne tele, kakšno
denarnico, pa je tako sam kartice nosijo, luči imajo vsi profili, to je ful hudo, to tudi zdaj sprobavamo zadnji imeti luč, tudi čez dan, to je dobro. To ima pač flike, pa malo hitro, da bo kakšno gumo zamenil, kakšen šrafe cigar, to vse, kar ima, to se profi, ima pumpo in ima, kaj ima, elektrolite oziroma magnezij tablete. In pa pač, kjerkoli prejš do vode, tuf, tableto not, ne. Samo na treningu, ne. Kako to misliš? Da na tekmi imajo pač te stvari nosijo. A jaz, trening, jaz sem mislil, jaz kot profesionalci sem hotel povedati amateri, ampak uniki niso tako kot jaz, ampak uniki so tako recimo kot Jure ali pa Jaka, Jaka ali pa recimo ti, ne, ki so. Da, jaz sicer tudi dosti vozim. Kaj pa si že kdaj vozil specialko? Ne, mislim, Si že sedel? moram reči, glede to, da sem padel s specialko, moram reči, da sem vozil specialko, ja. Kako pa tisto? Nekdo mi jo je posodil, to je bila ena taka čudna specialka, ki je, ne, vse bila čisto redno. Tako ni bila neki profi, no, pa pač čaka, malo bolj mestna. Fora je potem, da problem specialke je meni skozi tam dol, dati une roke. Mene bolijo zapestja. Ja. Ne vem, a to tudi Pogačarja pa te bolijo zapestja. Jaz mislim, a veš, ker ti imaš, oni se postavijo naprej Ja, in oni večino dela opravljajo nogami, oni balanco samo držijo. Ti pa, ker pelješ pri nižjih hitrostih pa vse. a ja, da oni v bistvu stojijo nekako skozi na biciklu bolj, ne? Oni v bistvu praktično stojijo, ker gre toliko veliko noči skozi noge ven, da se ti z rokami ni treba držati. Aha, Mi pa, ker sledimo na balanci, pa te posebej. so tebe bolijo tudi roke. Ok, mogoče malo tudi to, ker sem jaz malo težji, pa še malo več teže tudi, pa poga itak ful lažje njemu to manj, ne. Tako da mi je neprijetno in sem razumel, ampak to sem pa tudi jaz gledal po televiziji, ne, da vidim, da oni frajerčki dostikrat držijo od zgori, ne. Sploh, kadar v klancu vozijo, ne, pa da imajo tudi bremze tam od zgori. No, jaz nisem imel bremza zgori in to je problem. Velikrat sem ga pa malo paril od zgori, da ni bilo pač tega dol nad zapestih, ne. In jaz sem tam med enimi bloki se vozim na Črnučah in eni mulci, tako mi je blok, tako v vink, pa tako v levo in tam neke kante, pa tako ograja, več kot una ograja, ki imaš v cesti in pol na koncu tako čez tako par dreves, pa pol klanc dol pa reka. No, se do reke nisem šel, ne. Ampak zavijam jaz tam in valjda nimam rok na bremzah, ampak imam tam gor in ful počas vozim in zavijam. Pride tako na 2-3 mučki, vmes so kante, eni avtomobili, parkirani ful malo placa, tako kot od naju do, ne malo več, no se sem, 2-3 metre širok in oni tam na nekem skateu, pa na nekem skiroju, pa neki tako celo cesto so zazeli in jaz tam zavijam in zdaj imam več opcij, kaj bom naredil, ne. Zabremzati ne morem, nimam dosti časa, da bom zdaj roke pa zabremzal, ali bom njih zgazil, ali se bom zabol v te kante, ali bom pa pač čez ograjo spadil in sem šel pač čez ograjo. Vse mi ni bilo nič hudega, v Feltno sem zvil na tem sposobnem bajku. Specialka ne, ni za mene. Dostikrat me prime, joj, ne, ko bi bilo fajn, da greš malo hitrej, manj trenja, pa gor pa dol. Ko imaš ti maksimalno hitrost? Na tem ne. A ti imaš specialko, ali to sam tak gravel voziš? Ja, gredo. No, koliko imaš maksimalno? Recimo tako naravno, ne po klancu dol. Naravno moja maksimalna hitrost, ko sem jo dosegel, je 56. 56, a s temle? Ja. Specialko je šlo pa še hitreje, ne? Absolutno, do danskega, sam sem imel pač dašo in da sem pel s to hitrostjo. Aha, po sem jaz kar dober, no? Jaz sem maksimalno postavil 50 na onom biciklu, trekkingu, no, mogoče malo bolj žguma ali pa ne, ampak ja, sem kar ponosen sebe 50, maksimalna po klancu dol pa 80. Kar spet ni tok, no, bi se uprimeril, ampak za mene je veliko, jaz sem malo tako naroden. Jaz še nisem šel 80, po mojem. Če te zanima, no. Ampak ne bi si več upal. Na Rakitni, iz Rakitne dol, ko greš, se pravi, ko prejš čist dol, ki je že nad Preserjem, ko imaš tam razgled, ki je neka avtobusna postaja, ko imaš pa še ta zadnji klanček v bistvu dol, ki je nov asfalt, lep, dosti raven, ni toliko ovinkov, malo je ovinkov, ni pa toliko, je dosti ravno, vidiš, a bo kakšen avto prišel nasproti, ne, lih je pa toliko klanca, da te malo, ni pa toliko, da bi mogel bremzati zaradi kjerkoli ovinka. Tam sem prižgal 80 in me strah postane, kaj pomislim na to, je kar zoprno. To je 60, je easy, ne. Ja, to je, ne. Ja, jaz maksimalno hitrost mislim, da sem imel 71. Jaka, tako iz Jaka, pa sem pel, on je tam imel na istem odseku, čez 80. Kje je to bilo? Dol iz Kolove, tam ne se zdi. V katero smer? Proti Tolminu. Aha, ok.
Nisem ziher. To sem že pozabil, se pravi, to sem vozil, ampak sem pozabil, kako točno klan zgleda. Je pa neke strmine so, no, tako. Pa na Krvavcu sem že bil hiter, ampak pa tudi iz Krima že precej hiter, ampak 80. A tako še, sem kakšen nesrečo. Jaz recimo nisem nikoli padel. Nikoli nisem padel, razen tako po mestu ali pa kaj tako, ampak kar sem pa tako izven mesta nikoli padel, ne. Na mestu si se pravi večino. Kaj? Na mestu si. Ne, v mestu sem padel, kot mlajši še recimo, ali pa kaj druga, ali pa to recimo ta varianta, ki sem prej govoril na specialki, ne. Na turah pa še ne, kaj pa ti recimo, ne sečem? Ja, jaz sem padel. Na teh turah. In enkrat je bilo... Na cesti ali... Aha. Jaka pred mano padel in sem pa jaz rekel, pa si mogoče mi bo tudi vrata zdaj, hitrost spelati na Rudniku dol. Lubnik. Navzdol na Rudniku, ja. Skoraj zadnji ovink. Pred zadnji ovink. Je 180 serpentina, pa grob asfalt je bil pa mokrodno. Sem zapel 19 v ovink in pa nisem imel te gumba grevelca, ampak sem imel te gladki gor, sploh nisem bile, da za resnic ni bilo čisto. Kaj, tabular si imel prav, ali kaj? Ni bil tabular, bilo je na zrak, ampak... Kaj, zlizane? Ne, slik, veš, ko so na Formule 1 imaš čisto gladko. Ja? Ni bila zlizana, samo taka bila narejena. Wow, za ne za odvajanje vode, da bi šlo lažje po ravnini, da bi lahko jaka to držal. Brez kanalov, ne? Ja, brez kanalov in pol, ker ni vode odvajal tam vodni površini, pa drsne. In sem šel po strani. Neprijetno. Ne vem, kaj se bo zgodilo, če bom kdaj padel. Ja. Tako, brez zares. Sem imel pa dvakrat nesrečo, no zanimivo je bilo, ker sem bil v Novi Gorici 2 leti, ne, sem takrat transportiral bicikl, takrat nisem imel avta in sem šel z prevozi, sem se nekaj časa vozil, pa sem si avto kupil. In bicikl sem transportiral jaz tako, da sem pač iz Ljubljane enkrat šel s kolesom pač tja. In to prvič sem bil, takrat nisem več toliko v formi, takrat sem že malo manj vozil, no. Saj jaz nikoli nisem kaj dosti vozil, jaz sem vozil po motem 2,5-3 km na leto največ, v najboljših časih. Zdaj lani sem jih nadojil 500, kar nisem skrb nič. Okay, tako, ne. Letos sem še enkrat na Jezersko, tako da jih imam, mestne vožnje ne štejem, no. Tako da letos sem še enkrat na Jezersko, tako da jih imam recimo 100, evo, dosti dobro, tako za mac, ne. Če ni bilo 100 februarja, to še takrat. No in Vada, jaz sem bil tle na Kodelevem na bazenu, gledam tam neko vaterpolsko tekmo, neki Slovenija, Nemčija, neki mladiči igrajo v spamaten, ob enih bom jaz štartoval, pol enih, čez dan, tako maja ali konc maja, dolg dan. Ob 9 zvečer sem prišel, ne. To pa čez cel, pa tam čez Idrijo, pa čez cel sem šel, ne. No, in tako sem transportiral, nazaj sem ga na isti način pretransportiral. To je mi res lepo, ker se enkrat nad Solo, ker se ti odpre dol Ajdovska dolina, Vipavska dolina, tiste je res lepo, ne. Ko padeš dol, tudi 300 metrov nad njo si ful lepo. No, pa ker sem živel v Novi Gorici, sem imel dvakrat bližnje srečanje z avtomobilom. Nisem pa padel. Obakrat v Brdih, ne, pa ne v istem dnevu, ampak zelo kmalu ena za drugo. A veš, ko prejš ti v Solkan, pa greš mimo Solkanskega mosta, ko greš proti Brdom, pod Sabotinom, ki je koridor, ki ga ima Slovenija čez Italijo, da prejš pol v Brda, v to prvo vas. Ne. No, in to je klanc, ne, to je mislim, nič groznega, tako dva vinka, pa pol še malo gor. No, jaz sem vozil, lepo sem vozil. Ob črti, naravnost, v neki taki lepi predstavi, nič vikal, vakal, cp. Imam pa te rogove na biciklu, imam opcijo to tako bareti ali pa tako. Ja. In takrat sem imel srečo, da sem držal tako. Ker tam so pa avti skozi šopali, tam pa jaz, ti voziš tam 10-15 na uro, ne vem, koliko, ne, oni pa tam 70-80 nažiga, pa mu kanca kaj ranine. In en tip me zbal. Zbal me je, jaz imam takole v balancov, to zonanjo me je s tem, tem stranskim špeglom, jaz sem kar nekaj tako neki poč, puf, meni nič. Jaz sem bil slon na kolesu, 100 kil pa to, veš, ampak očitno me to zamal me, ni me lihke fejsne, ampak če bi jaz takole imel roke, adio, ne vem, adio dlan, adio prsti, ne vem, adio, ne. In sem srečal, da sem lih takrat tako držal, meni nič, moj pa nekaj odletel dol, ne vem kaj, pa se ni nekaj ustavil, najbrž kaj porajto, bi imel še slabo vest, pa ni porajto, ne, ni se ustavil, jaz tudi nisem pošel nazaj gledati, kaj točno mi je odpadalo, ampak nekaj mu je odpadalo, no. Nekim, kar sem tako slišal, da se pa še nekaj kotalili. A sem pa šel nazaj, pa nekaj mu je en delček mu odpadal. No. Meni bo nič. Malo me je zatresel verjetno, no, ampak... Ne, tudi koleso ne. Ne, v bistvu me po mojem, mogo me zelo zamalo, ampak lih toliko, da mu nekaj odpadlo, pa da sem jaz tako slišal, tako počale fest, jaz sem zastrašal, ne. Tako da sem se pa ustavil, pa so teme ima pa to, ne. Pa bilo pa kakšne par tednov kasneje, sem se pa bil pa, to nekaj, kaj po tujini vozil,
boš dobil občutek, saj moja izkušnja je bila, da Italijani pa Francozi so nekako bolj videvni do kolesarjev kot Slovenci. Bili, ki sem jaz vozil, se pravi, sem šel v Rim takrat, pa iz Francije, ki sem končal Erasmus, ta je bila to zanimiva, sem vozil s kolesom, sem šel iz Nancyja, to je v Loreni, v Provence dol, ti se je bilo tudi nekaj teden, lepa etapna, ne, človek temu rekel, vzhodna Francija, s temu rečem, ne, vzhodno-francoska pentla, ne, oziroma Le Tour Est, ne, kako bi rekel. No, ta druga bila pa v Brdih, kakšen teden kasneje, vozam je pa tako, ne vem, tam proti koncu že ne bilo, tam, kar je že proti Italiji, sem šel pa v Italijo, sem šel v glavnem, ok, in tako na taki v neki uvinki so bili, tako poravnam, ampak tako neke šikanice, ne, tako jaz vozam in ko sem, veš, ko vozaš, ko vsake tako malo nekaš poganjati, ko se vozaš, ko imaš dobro hitrost, in sem imel tako, sem imel tace, levo, prospomnim se, leva spredi, desna zadnji, na isti višini približno, ker nekaj jaz tako nekaj čutim pod svojo levo nogo, stari, tako pod svojim levim stopalom, kaj pa je to? In me je imel na havbi, ne, od avta, takole me nasadil me tam neki, zato sem pa posebej omenil, da po mojih izkušnjah Italijani pa Francozi lepo vozijo, ampak ta vem, da je bil Italijan. In me je zahaklo in zdaj kva narediti, ne, a veš, zdaj jaz to se odcepam od njega, a se grem malo na stran, ali kva bom padel, zdaj on, koliko on mene nosa, bom zdaj padel, kam probo kaj, ne. In sem si rekel, Primzi, ti sam na izi, hladno kri, furi, vmes pa te uvinki, a veš, to ni bilo ravno, ne. On najbolj poradil, ampak zdaj vmes pa te šikane, ne, in jaz sem tam njihov vozil, pustil njega, da me vozi čez one šikane in so se takole vozili na 5 sekund, pa je šlo lepo, pa je šel mi mene, ne. To so moje bližnje sreče, jaz ne srečam, no. Strašna stvar, ja. Ja, ampak to, kad je on pa vozil, pa da si ti sam poganjal, pa te on prav tudi potiskal? Ne, poganjal nisem, ker nisem hodil, poganjati ne moš, če imaš bicikl. Ja. Lahko bi sicer mogoče probo, pa se nisem spomnil, se mi je zdelo mogoče malo tvegano, da bi šel to levo nogo gor, se pravi, da bi šel v rikvers, da bi šel takole, ne z nogo. Pa se mi je zdelo, ne vem, mogoče bo pol on vame zlezel, mogoče bolj, da se drživa, ne vem, pa da gre on, ne vem, točno. Jaz sem zelo mehko sem držal, bil sem pripravljen to levo nogo dvigati, če je bilo treba, ne vem, kaj bilo točno. Ampak ja, tako se je šlo. Tebi se res zdi, da Italijani boljši za kolesarje vozijo Slovenci? Lej, že kar nekaj časa nisem bil v Italiji, ne vem reči. Zdaj, Italijani tako občudujem, ko Italijani vozijo, koliko so oni spretni tehnično kot vozniki. Zdaj, tako, ko Italijan pride v Slovenijo, to ne smeš upoštevati. On tukaj je turist, on tukaj ne šteka, tukaj delajo razne neumnosti, to se strinjam. Italijana je, pač, jaz imam zelo rad Italijane, sem velik fan Italijanov, ko vidim Italijana na slovenskih cestah, si mislim, super, prijatelj, dobrodošel pri nas, ampak jaz dam samo nogo na bremzo, čakam, da se umakne, zato da lahko, ne. V Italiji, to so pa oni, to pa grejo vse ono zadrge, oni tam trobijo, ne tako, kot pa nas, ko zatrobaš, ti materna, ne, ampak tam zelo nakratko, tam tako cepne, v smislu pač tako kao, pazi, prihajam, ne, veš, da se ne bo zaletela, ali pa dej, kon te spodbuja, pel, ne uno, zdaj ti bom pa ne vem kva, ampak tako, dej pel, da gremo, ne, ekipa, veš, kot ekipa, ne, in jaz tam vidim ljudi, tako telefon v eni roki, tam ne vem kva tam zavija, vmes tam ne vem koliko enih, kakšno križišče, fuj so hudi, ne, so dobri Italijani. Pa zdi se mi, da so dobri do kolesarjev tudi, no. Ne vem, tako, ker jaz sem slišal, da so Italijani kar tako neuvideli, da kolesarjev zelo pogosto. Aha, ne vem, bi pa mogel že, kar nekaj časa nisem v Italiji že vozil kolesa, no. Takrat tisti v Rim je bila moja epizoda, pa mogoče malo, ker sem šel iz Francije, no, zelo malo. Ker z Francije sem šel pa pol v Provence, pa sem šel pa tam v bistvu na vlak v Kanu, iz Kana sem šel v Italijo, pa pol do Udin, pa sem pa ta štikalc, no to je ta pa pol ta zadnja tudi kar luštna od Udin, se pravi od Vidma čez Gorico, pa Tolmin, ne, pa pol v Ljubljano, ne, čez železnike, ta lepa etapa, ne. Ja, Francija, dve zanimivi izkušnje, ena je bila ta, to pa sem v Šlapca vozil, sem bil pa bicikl, ki je bil pa še manjši. Tam v Decathlonu, nekje sem si ga nabavil, ne, sem poskrbel za to, da so vse moje stvari šle, ker sem bil tam na izmenjavi, šle z nekim avtom domov. Tako sem bil samo dres in pač une torbe in bicikl in grem, pač sem si zrisal, takrat sem si kupil une specialke, sem si kupil, ne vem, Loreno, sem si kupil Ron Alp, sem si kupil Provence, Côte d'Azur, Šampanja, še celo tam štiri te njihovi departmaji, francoske te na vzhodu in sem si malo naredil plan, kako bom vsak dan kaj vozil, pa sem jo tako tam 700 km. Tako da, ti so bili Šlapci, no, moram reči, danes ne bi več šel dobro v Šlapcah, ker star organizem, pa te kosti, pa to takrat sem bil še mlad, pa je šlo. No, ampak nisem nobenega resnega klanca odpeljal, ne. Jaz sem mislil, ko sem hud, ko sem prišel tam v Grenoble,
Pa sem šel pa na en gnoblje na 200 metrov nadmorske, nič kaj preveč, ali pa 250. Pa sem šel pa na Jurija 100, pa sem videl, bože, kako bo pa jaz to naredil, ne. In je šlo na easy, ker klanc ni strm. To sem vozil v 2-3 vse. Ali pa ne vem, če sem v 2-1 sploh, ne. Col de la Croix od, tak hud, se pravi, prelaz visokega križa po slovensko, ne. To je bil največji klanc, ki sem ga takrat na uni svoji pentli izvozil. Bilo pa skozi tako, ne, tako da je bilo tudi zoprno. Drugače pa Tour de France, ne, 2024. To pa si verjetno kaj slišal, ne, da sem šel. Nekaj sem, ja. Ja, to pa Tour de France. Je bil pa letos plan je bil gledati Col du Galibier, moj najljubši. Zakaj je moj najljubši, ne? Iz 2010 ali pa 2011. Takrat, ko je Cadel Evans dobil Tour. On ga je dobil, ampak na uno etapo pa Andy Schleck napadel, tako neverjeten napad. Če boš to videl, kje na kakšnem Eurošportu, kakšne posnetke ali pa kaj. To sem jaz letos v letošnjem dnevniku, ko sem dnevnik pisal na Touru, sem pač ta napad Andyja Schlecka zelo natančno opisal, zdaj ga ne bom šel še enkrat čez. Mislim, najboljša etapa, ki sem jaz kadarkoli videl v življenju v kolesarstvu. Res pa, da sem kolesarstvo začel gledati takrat enkrat ali pa kakšno leto prej, ne. Galibier mi je ful všeč, ne, lep klanc, pa no, kar se zadnje tudi 2.600 potok, ne. No in gremo, ne. Plan je bil z dvema kolegama, smo šli, s tema dvema, ki sta boljša od mene na strmih, ne, ki sta pač to klanča. Tako da smo šli z avtom, najprej čez Nemčijo, pa v Alzacijo, voziti najjačji klanc, ki mislim najbolj znan slovenski klanc, najbolj ikonični, tale Planche de Belfi, ne. Tam, ko smo Slovenci dobili prvi Tour, ker je, mislim, da vsak Slovenc mora Planche de Belfi voziti, če resen. Pač tam smo mi pustili dve srci, ne, Rogličevga in Pogačarjevga, oba sta bila to slovenska sveta gora, če me vprašaš, no. Tako da smo šli to voziti, se ni več tazga, ne, mislim, v primerjavi z našimi klanci ni. A ne, tam, no, ok, una zadnja rampa je res, a ne, tam na smučišče testi samo 20 postov, ali koliko mi 200 metrov, ti se zopara, no. Ampak drugače pa, ne vem, kaj bi ti rekel, tam imaš fajn, veš, ker ti klanci, ki so na Touru, tam ti vsak kilometer, tam ti pove, koliko je do konca, še kilometer imaš tako portablo, tako rumeno, belo, pa ti pove, koliko bo naslednji kilometer imel poprečju tega procenta, ne, 8,5, pa piše tako, še 6 km do konca, naslednji je 8,5, pa še 5 do konca, naslednji je 5,6, veš, tako, cool, ne. Tako da nič tazga, to nič hujšega kot rakitna ali pa črnilca ali pa karkoli tazga. Planche de Belfi, nič groznega in je tudi lep klanc. No, pa valjda tale Galibier, ne, in pridemo v Alpe, tam smo vzeli neko apartma v Les Deux Alpes, to je eno smučišče. Zdaj pa malo smo se nategnili, ne. Sem tam videl, da tam neka ona plato, tam neka, to je zelo oska kotlina, ne. Tam je neko jezero na Jurija, jaz sem mislil, da bom mi na Jurija 300, pa da se mogel najprej spustiti na Jurija, pol je 20 km klanca Col du Lautaret, na 2,50 priješ in potem priješ od Lautareja na Galibier 2.600. Seda etapa ni šla iz naše smeri, ampak šla iz Briançona, iz druge smeri, pa šla na ta Lautaret na 2,50. Ampak kakorkoli. Mi pa nismo šli iz Jurija 300 na Jurija, ampak smo živeli na Jurija 600. Ojoj, kako boš zdaj to pa zoparan, ne? Galibier, zdaj imaš pa ti iz Jurija 600 dol na Jurija, fajn. Po priješ na 2 Jurija in pol na 2.600 in pol, to je kar, mislim, cela etapa je 890 km, narediš Jurija 600, že samo od Jurija in potem boš nazaj prijeti in ki si že malo zmatran iz 600, iz Jurija na Jurija 600, je pa kar zoparan, 8 km je, tako da je tam 8% približno poprečen, ni lušten, no, res ni lušten, no, skaj si že malo zmatran. No in to pa cela zgodba, ne. Ampak toliko je lahek klanc iz jezera na Jurija na 2,500, ker je to 20 km do tja, nekaj tazga. Poprečje manj kot 5. Mislim, najprej tako ful ravno in valjda vsi na biciklih. Francozi, bagete so me zadnji v žepih, Španci, Angleži, vsi so se vozili, lušten, vmes so neki tuneli, lušten, ker si na žurkica, pogovarjaš se tam s folkom, ful dober. In tako kar nekaj si na Jurija 500. Tako prav, v Sloveniji ne moš prijeti na Jurija 500, v Sloveniji boš umrl, da boš prišel na Jurija 500. Prav biti kamorkoli na Jurija 500, umrl boš. Že na Jurija ali pa včasih že na 700 boš umrl, crkneš v Sloveniji. Ravno je pa to, ne. Tam pa toliko položen Jurija 500, kar nekaj si na 2 Jurija, yes. In jaz sem si rekel, da se niste dobro počutila
enega ima neke težave z ledvičnimi kamni, tako da se ful matro. Jaz sem rekel, ne želim jaz na Galibije. Ampak so valjda Francozi zaprli tam, ne, ker cesta, ne, von Wagni so vsi bili že gor pa to. In tudi niso peš pustili niti nič in tam te niso pustili. Sem jaz rekel, ja, nič, lej, zdaj sem tle, jaz sem šel, tako da smo pa gledali, no, smo gledali to in sem rekel, nič, ko bo Cavendish sem celo videl, no, ko bo Cavendish pa te prišli mim, bom jaz, to bo ura koliko, ko pa so šli še naprej, so šli še dol, pa zelo hitro, konca, pa ga je dobil to etapo in mislim, da sem tam majico oblekel takrat, meni se zdi, mislim, da je bil 2. julij ali pa 4. julij, nekaj tazga, no, se sem, 4. etapa 2. julij, meni se zdi, mislim, da majico oblekel, ja, Valence ali v Valoara, kam so šli, no, se sem, Cavendish, da sem rekel, ura bila tam 4:30, sem rekel, če jaz že vmes pa počivaš, smo v enih prišli gor, ne, v enih, ali v 12 smo prišli gor, nas niso pustili, nas niso 4 ure prej, nas niso pustili gor, na tisto Francozi, odbiti ljudje stari. Noro, in sem se rekel, zdaj bom jaz šel gor, ko bojo ti ta zadnji odpeljali, pa bo ura 5, pa bom gor, ajde, recimo, malo se spočil, civa, da bom v eni urci gora, pa uro, pa tok, ura 6, to so bili dolgi dnevi, pa je tako pičim dol, pa sem na Unmu jezeru v eni uri, ne, pa bo tam ura 7, pa mogoče malo, se ne bo še tako temno, da bom že v eni urci, pa neko prišel gor, pač na Julija 6. Niso pustili. Konc etape, konc vsega, še zmeri, ne, bom pa lahko šel, ja, obenosti, začel boš lahko šel gor, pa daj model, ne. In nisem zvozil Galibija, prijemo nazaj, Julija 6. Naslednji dan sem se rekel, jaz sem bil odbit, jaz sem hotel Galibijo odpeljati, pa naslednji dan sem se rekel, da bom šel še na Alpe d'Huez, ki je čist zraven, pa ne bi šlo čez, ne bi šlo, ker sem bil prezmata, pa muskofiber, ne. No, ampak sem se rekel, ne, z Galibijem pa jaz, in sem 7 dan šel, in sem šel še enkrat, sem šel na Galibije. Stari, šel sem še enkrat, sem šel pa sam, da se razmatra, niste mogla, jaz grem na Galibije. In sem šel, štartam spet, dol, gor, lušten, zdaj bilo pa brez opera, ker je bil pa promet, ker takrat smo kolesarji. Tudi nazaj je bilo lušten, tako cele gruče unih kolesarjev, tako res praznik. Takrat sem šel pa sam, in je bilo kar nekaj te ful mrzlo ratal. Tam ne, malo je bilo tako, što so pa te oblaki, tam proti Galibiju je bil še sneg gor, ne. In oblaki, neka megla, tako mislim megla, recimo temu nizka oblačnost, pa tako malo kapelc, pa to, jaz pa noč kaj dosti oblečen, ne. Nisem imel rokavic s sabo, ampak sem bil tako pameten, da sem si vzel ene dodatne nogavice s sabo. Imel sem pa oblečen, vse skupaj sem imel oblečen kanotjero, veš kaj to ta spodna majica, ne, brez rokavov. Kanotjero, pa mislim, da sem imel še nek puli, ker sem vmes to nekaj oblačil, pa slačil, kako sem se zašvical, pa to tanko biciklistično neko jakenco, nič kaj več. Gore je bilo pa, jaz, ko sem prišel na Jura 700-800 in pol ure pred tem lotarjem, to prvim prelazom, je bilo že mrzlo, sonca ni več, oblaki, par kapelj, temperatura je bila pa po moje 4 stopinje, tako, kaj pa zdaj, nič grem, in sem prišel gor, gore je bilo, me je tako zebel, tu me je zebel, gor je bila pa gor, ko sem prišel pa tam na 200, pa v sneg, ker sem rekel, dej, ni bilo važno, sem zmatran, nekaj nisem bil tok, ampak, ker spet ni tok težek ta Galibije, spet ni tok, da bi rekel, da imaš to 15% nampe, pa 10, že spet je neka varianta 7, veš, recimo tako, plus minus, ne. In mrzlo, megla, sploh nisem videl več 50 metrov, 30 metrov naprej nisem videl, ne. Megla, prijem gor, prijem dol, pa sem dol, no, to dobra fora, če bo kdaj komu prav prišlo. Pač štumfi so cool, ne, mogoče lahko probaš tudi te štumfe si dati gor, če je sila, ne, in sem imel pač tem, sem si dal vse prste, ne vem, benzin sem imel po moji zuni, ker tam je pa pol v roke, pa sploh na uni bremzi, kaj imaš to kovinsko ročko, je mrzlo, tako sem me štumfi rešil, no, pa sem se vozil nazaj, ker sem prišel na Jure 500, ura bila tudi že tam 7, malo še sončka, toplo, lušten, tako da sem vesel, Galibije je šel. Kaj pa ta francoska kultura kolesarska, kaj ima res tako neko, moja zelo visoko kolesarska kultura? Ja. Zelo spodbujajo kolesarje avtomobilisti na teh klancih, tudi tako, kaj Misliš na Tour de France ali kaj ti voziš? Ja, kdorkoli, kaj voz, to je Savč je rekel, da je... Kdo ti to rekel? Oči. Ja. Da hupajo, da spodbujajo. Nimam komentarja na to, ne vem, kaj bi rekel. Nisi še rekel, da se ni to še zgodilo. Sigurno sem je. Ja, ne, zdaj letos ne, ker na Planche de Belfi smo vozili ob 6 zjutraj ali 5, nobenega ni bilo.
takrat, ko smo šli na etapo, se je bil tako kolesarjev, da ni bilo avtomobilov, praktično, ki je dosti za vas, bo to je tako žurka, pa praznik, ker sem premalo sem bil tle. Tisk je bilo pa 15 let nazaj, sem pa že malo pozabil. Ampak se tudi v Sloveniji ti malo. Kaj pa tako, mislim, Mogoče ti malo bolj, kot pri nas, no? Mogoče ti malo bolj, ja. Pozitivna stvar, da ti kdaj kdo pohupa, ker kolesaraš, ali ste to mod. Čisto sem je. Čisto sem ti. V bistvu me včasih mot, če sem tako zmatran, pa zatopljen, pa neki pa tam, ki ne veš, kaj me zdaj moti, že tako, kam tam slišiš, da avto zadnji prihaja, ojoj, ne. Ampak pa, ko pomisliš, ja, v bistvu je cool, no. Sem vesel. Kaj ti? Ja, jaz sem zelo vesel, če da gremo. No, to je lepo, to je ful lepo. Mene je žal, no, da mi ne uspe biti bolj vesel. Bi si želel biti bolj vesel. No. Je pa tako, recimo, zanimivo ta subkultura. Ne? Recimo, ti kolesari se peljejo nasproti tebi, kolesari, kot ti motoristi, ti bajkeri, si vsi ful med sabo mahajo, tako se tam neke palce kaže. Motoristi pa kolesari, mi se ne. Jaz vsake tok, pa sem to že zdavni nehal, kakšnemu motoristu, temu bajkerju tako malo pomaham, to nič. Mogoče ti bo kakšen, če bo res tam hud klanc, pa bo videl, fakt, ta model je pa naredil, ne, legenda, ne. Ok, bo mogoče ti. Drugače pa kolesari med sabo se pa. Jaz sem se pravi specifičen kolesar, ker sem ali imam neke torbe, ali imam to neko košaro, nisem nek hud, ampak me spoštujejo, se mi zdi, no, tudi te specialkarji pa to. Tako da si ful mahamo. Jaz pa tu zelo rad nekaj vidiš, da potujejo, ko ima torbe spredi, torbe vzadi, posod malo in tam vozijo in tam, ko vidiš ga, da tuc, ne, mahaš, to je meni lepo, no. To mi je cool, ja. Kaj pa, a veš, kaj greš, ti včasih kolesaraš s torbami, včasih brez, ne? Ja, večinoma zdaj kar brez, ker imam to košaro. Kako je na primer težji, če imaš torbe, pa ne? Ne vem. Ne bi rekel, da je ful grozen, no. Jaz zdaj, pač teža je, zdaj po ranem ni to grozen, teža je, kolikor imaš, ne, jaz, ker sem prav potoval, to je bilo vseeno, od zobne ščetke do kakšnih čevljev, brisače, ne vem, pijača, denar, kaj za popraviti kolo, kakšna knjiga, obleke, kozmetika, je kar nekaj teže, ne. 5 kil, recimo, mogoče kaj več, ne vem. Problem teh torb je, ker jaz nisem si jih mogel toliko dobro naštelirati, da jih nisem mogel dosti nazaj dati na moj prtljažniku in je fora, da če tako pedaliraš, ne, tle imaš pa pol to torbo zadnji, ne. Ja, se ti to speto in v bistvu pol nekako podzavestno, oziroma se naučiš odpedalirati tako, da napedaliraš, da to peto malo prej, da ne greš normalno, ampak da malo prej odvigneš, ne. Mogoče si malo manj učinkovit zaradi tega, ampak se naučiš, to je tisto, ki me je nekako bolj motil, no. Je pa res, da ko se malo utaboriš, recimo s kolegom, ko se pa šla v Rim ali pa kakšen kraj, ko se rekla, da se malo vozil z biciklom, ko se tam ušutoriš, ne, daš tiste torbe dol, je majka, se opasne. Ne bi pa rekel, da je to grozno ali pa ful drugačno. Sploh na klancih, če ni lih 10 postov, no. Pa ko veš, ko potuješ, pač veš, da boš počasnejši, se vzameš en cajt lušten, ja. Problem košare je pa v tem, da ne morem brez rok voziti, ne. Ja, ja, mislim, jaz sem mogoče tudi malo manj spreten, mislim, ta moj kolega Matic, on je, enkrat ko so se še malo na Rašico vozili skupaj, ta človek je toliko spreten, on se je preoblekel med vožnjo, ne. Se pravi, on je tam, ali je slekel hlače, ima neke dolge hlače, pa pol spodaj ima kratke in on je to med vožnjo je on te hlače, ta dolge dal dol, ne. Jaz sem bil dober včasih, se pravi, če imaš torbe zadnji, si še malo bolj mogoče stabilen, ne, tako zavozati, je res, da še več teže v zadnji, kar mene kot težkega človeka malo skrbi, da se v zadnji, da se nav kakšna šprikla prehitro počne ali pa kaj, ampak je easy, ne. Se pravi, jaz sem veliko vozil brez rok, tudi kakšen ovink malo spelil, pa veš kaj je fajn, brez rok tudi, če te hrbet kaj boli, kaj imaš na spredi, pa takrat malo ostaneš, pa se malo pretegneš, pa kar voziš zraven, ne, što je cool. Če ima pa to spredi, košaro, pa ne, ker kot rečeno, nič ne treba, in ti sprednjo bilanco ti premika sem. Če je košara prazna, ali pa skoraj prazna, pa še nekaj gre, ampak sem vedno, skozi sem živčen, ne upam si več, ker ne par sekundic voziti, tako ne par pedalajo, pa sem zelo, če imam pa storino, pa ne gre. To je zoprem, no, pri košari. Tako da pogrešam, tudi na mestnem biciklu imam košaro spredi. Tako da v bistvu, ja, pogrešam in sem žalosten, no, da ne morem več brez rok voziti. Ja. Kaj pa vožnja po cesti, pa po makadamu, kaj ti je ljubše? Makadama ne maram. Ne maram. Že spet, zato ker sem težak in me je strah, da bom kakšen ohtar naredil, da se bo zvila Fiat ali pa kaj, ne. Se imam, ta moj kolega, kadar ko sem kakšno makadam prišla,
No, zdaj se vozim tudi po Makedanu. No. Kaj tako sem na kakšno Makedanu, pa sem se stopil dol s kolesa in me hecel, je rekel, da jaz ravnam z biciklom tako kot z atomsko bombo, ne, ali kako je že, z nuklearno elektrarno, ali nekaj tam da se nauke zgodim, in nisem tako. Ne namaram Makedana, nisem fan. Je pa res, da namaram pa več tudi teh zelo preveč prometnih cest. Mi ne ustrezajo. Tako da nekaj časa sem se vozil po zelo prometnih cestah, primer recimo že ta Dravograd, Maribor, ne. Pa tisti, ki so šel na morje dol po Taglavni, čez Kočevje, tisti, znaš, ne. To zdaj po moje ne bi več hotel, no, bi hotel bolj uživati, da si vse malo bolj miren. Ker greš enkrat na malo bolj regionalno, ker nekaj si dobro, da imamo avtocesta, no, ker tudi ta, recimo, zdaj, če reš ti na morje po stari cesti, to zelo malo avto. Postojno se nažeče v konci, to je ful malo avto, ne. Rad imam to, no, da ni toliko prometno. Ja, čakaj, zelo razmišljam, no, bila še taka etapa, ali ti bom prepustil še besedo, to zdaj malo razmišljam. Ti bom sigurno prepustil besedo, no, zdaj bom jaz malo razmislil. Če je za highlightat. Mene na primer tako še zanima, koliko je pa dober asfalt vpliva pa slab asfalt, ker na primer mene to slab asfalt zelo. Nisem dober v tem, ne znam. Misliš, kaj vpliva na kaj, na moje počutje? Ne, ali... Kako se ti počutiš na slab asfalt, pa dolgo asfalt, ker slab asfalt je v bistvu že skoraj kot Makedan. Jaz imam, ne, to vsak kolesar ljubi novo preploščeno cesto, valjda. Tudi jaz, čeprav ne sam profiči, ne, tudi jaz. Oziroma, ne sam profiči in hudi amateri, tudi jaz. Ne, to, ko imaš te lukne pa grbine, jaz to grem kar malo proti sred ceste. In ja, pač ko je, če kakšen avto zadnji bo pač mogel počakati, ne. Pa tudi to, recimo, kad toliko tega peska že po mestu vidiš, ne. Še, to sovražam, ne. Skoraj imam raje Makedan kot to, no. Če sem iskren. Neke ceste v Sloveniji so v bistvu dosti v slabem stanju. Mi niso preveč všeč, no. Vzamem pa tudi kolesarsko stezo zdaj z veseljem. Včasih nisem, ker sem tako še mislil, da sem kao neki dober, pa da bomo na hiter neki, pa bila kolesarska steza, grem jaz kar po cesti. Zdaj, če je kolesarska steza, grem jaz lepo. Jaz potujem, jaz sem zdaj že tako malo v penziji. Se pravim, Jure 500 km ni prav veliko. No, če se še kaj vidimo letos, pa bom povedal, kako mi gre, no. Plan mi je letos malo več odpeljati, no. To je, no, to sem hotel povedati, no, recimo, mi je bilo zanimivo. Se pravi, moja življenjska filozofija je bilo kolo, nisem pa nikoli kaj dost, nisem, recimo tekač nisem, ne. Po hribih pa tudi, ne, zdaj zadnja leta, no, zadnje par leta hodim tudi po hribih, z družbo hodimo tudi tako planinarjenje, pa to mi je všeč, tako da pogrešam tudi kolo, tako da zdaj se malo proti kolesu probam spet vračati, ne hodim več toliko v hribe, ampak to mi je bilo, no, recimo, ko sem šel prvič na Pavličevo sedlo, se pravi, ko priješ tam iz Solčave, tako greš pol v zadnji in priješ v bistvu za Kamniške Alpe. Ker mi Kamniške Alpe vedno gledamo te Grintovce pa Kočne pa to z Ljubljane, tam že z druge strani gledaš in jaz tam gledamo gore, zelo ful lepo, res ful, pa še ful blizu, ne, zelo lepo. In sem si rekel, ja, nač, Primzi, ker takrat nisem naš planinaril, ne, pa sem si rekel, ma sej, ko boš pa star, boš pa, mogoče res ti bo bolj pasar hoditi po hribih, pa to zdajle si pa frajer, ne. Pa si car, ne, pa se voziš okrog njih, ne, po celi Sloveniji. Tako da nekako zaenkrat mi je všeč, sem v obojem sem, no, tako da in hodim v hribe in kolesaram. Ne toliko, ampak se pravim, jaz mislim, da bom prebil letos na teh Jure 400. Sigurno. Obljubam, da bom, no, Obljubaš, da boš presegel lanske količine kolesarjenja? Ja. Ja, lepo. Ko pa ti kaj bicikliraš čez na leto? Ja, jaz edina sezona, ko sem res na kolesaru, mislim, da sem nekaj 2900 km. 2900? Kdaj to bo, kjera sezona? 2 leti nazaj. Se pravi... takrat, ko si šel na Trečime, ko je Rogla dobil Giro? Ja. Aha. Ja, res je. Takrat sem kolesaril zelo veliko. Mislim, zase zelo veliko. Predvsem v nekem trenutku, mislim, da v avgustu sem naredil na 600 km, tako da to je bilo zame ogromno. Ja. Ja, meni se ponovadi zgodi to, da, ker sem še malo več kolesar, da sem po spomladi sem ful skočil na bicikl, tam april, maj skozi vozil, pa sem bil pa mat, ko sem imel ni dal, no, tako da sem večinoma naredil do konca maja ali pa 7. junija. Ja, okej, za Vinto bi reče vprašal, ker mi tle zelo veliko govorimo o prehladi, kajaka je predvsem to, kar zanima.
Njega to zanima, ok. Se bi on več mogel nama povedati, verjetno, kaj jaz. Ja. Že, sam tvoj vidik me ne zanima. Šnicel. Šnicel. Ja, To je najboljše. Šnicel poješ, ne, pa kakšen perček, ne, to paše. Ne vem, jaz ne nosim dost hrane po moje sabo. Jaz, ki imam pač 100 pa toliko kil, ne, verjetno tudi več ponudcam, kot recimo nekdo, ki ima 60 za neko to varianto, če bi šel, ne vem, 8 ur ali pa 5 ur voziti, ne. Če se da, grem na kakšen kosilo, jaz kakšen sendvič, sam sabrat imam, tudi teh profi gelov bolj nimam, no, jaz imam te neke, veš kako kupujem, v Hoferju, ko imaš one kašice nasadne, neki biofruht, neki ne vem kva, za nekih 780 centov, tist mi je ful dobro okusil, tist jem, no, si jih vzamem ne 5-6 s sabo, pa kakšno čokoladico, recimo kakšne te Marse ali pa kaj, 2-3 take čokolade, pa kakšen sendvič. Sliši se veliko, ni tok, pa tako, ne, če se vmes ostaviš na kakšnem šniclu, tako, pridem čez, no. Če ti malo zmanjka hrane, se ni panike, se boš že preživel, priješ domov, se naješ in tako, ne. Bolj je pijača, ne. En dan sem imel zelo težko etapo, pa škje sem šel, pazi, ne, ta je tudi lepa, ni pa tudi lahka, ne. Sem šel, čez Škofjo Loko, pa Gorenja vas, pa pol na Žiri, pa pol na Rovte, pa na Logatec, to si že kar frajerček, ne, pa to že 70-80 km ali nekaj tazga, tako pa si že nekaj klanca naredil. Pa Logatec in pa ful hudo foro. Iz Logatca prejš direkt na Unc. In iz Unca proti Cerknici, pa Rakitna, pa Ljubljana. To sem vozil, vroče je bilo in na Rakitni sem pol na 2 pira spil, ali 3. Ful sem bil že en. Pa posod sem neko vodo točil, ko sem pa šel kakšen lokal, sem z vodo prosil. To sem si izračunal, v dnevu, sem si izračunal, da sem skupaj z nekimi jogurti, no, ker sem jih imel tudi sabo, kakšen jogurt da vzamem, pa še jogurt pijem, ne. Sem si izračunal, da sem dan požrl 7 litrov tekočine, nekaj tazga. Jaz veliko švicam, no. Pozim ne bi, ne. Če pozim bi po moje, če bi šel recimo tako zdajle, pa 10 stopinj, bi po moje za 2 litroma, 2 pa pol z lahkoto pa šel čez, ne. Jaz ti sicer zelo veliko švicam, zelo veliko vode pravim, ampak si pa redko... To skozi rabiš, ja. Kaj? Zelo redko si dejansko, takrat, ko sem bil več kolesarjev, sem si zelo redko pripravil stvari za sabo, sem si vzil maksimalno liter pa pol, pa če sem imel sreče, sem lahko bili stanko. Ja, se polka imaš malo izkušen, pol veš, kje je voda. Črnivca voziš kaj? Nisem še šel. Pazi, na Črnivcu imaš vodo. Ti, ko priješ, ki se klanc začne, pazi, če boš kdaj vozil, ko boš prišel v vas, ki se reče Žaga oziroma Podstudenec, 2 tabli sta, eno tako za drugo, ko priješ z en serpentinek, je tako malo strmo, pa se malo zravna, pa ta vas Žaga oziroma Podstudenec, tam je če greš gor na levi strani ceste, je taka lepa pipa, tako izdobljen hlod, tam voda teče, tam je voda. Tako da jaz do takrat spijem vse, kar imam, ponovadi kakšno cedevito ali pa kakšen magnezij spijem in tam si dam novo vodo. Če grem tam voziti. Jezersko je zanimiva, če greš na Jezersko, boš šel tam nekje vas Kokra je ful dolga, no tako se začne iz preddvora, pa na 5-6 km, v glavnem not boš videl, da teče voda na desni strani ceste, ob cesti, tako neka skala, pa tako nek mah je gor, pa neki tam so neki taki hudournički, za taki mečkini struge vode, tam si jaz kar natočam vodo, tam je voda, sigurno je še kje, ampak jaz se tam veliko to zamem. Pa, ko veliko voziš, veš, kje je voda, no. Veš, kje je voda. Zdaj, v hajt sezoni, ki je suho, tam konc julija ali pa mogoče začetek avgusta, se pa v avgustu že lahko malo vode tudi, kakšen stvar malo, ne čist presahne, ampak lahko ima manj vode, no. Ampak drugače pa veš, kje je voda, no, in to je pomembno. Britofi so tudi zanimiva stvar, to me kolega Matic naučil, ki je bil on 1 leto prej, torej v Firencah, pa so še skupaj v Rim, ne, jaz sem šel takrat na morje, on šel v Firence in se veliko naučil, tako da mi je dobre nasvete, pokopališča so fajn stvar, če si na poti recimo pa nimaš neke vode, na pokopališčih skoraj vedno voda, zdaj vprašanje, je pitna ali ni pitna, ampak pač jaz pijem tudi nepitno vodo, no. Če sem žejen pa ni druge, kaj tisto vzameš, pa piješ, ne, veš. Kakšna reka, kdaj je mogoče prav prije, no, pa si malo natočaš, tako je, voda, bolj pomembna od voda, pa elektroliti, pa dobro, hrana tudi, no. To nekako daš čez, ne. Drugač pa, če si jaz imam plan, pa še nisem uresničil, ampak ti, ki si filmar pa to, ne, bi bila zanimiva zgodba, jaz sem to hotel narediti že lani, pa ni rata, v prvi obletnici zmage na Višarje, ki je Rogla zmagal, da bi naredili recimo tako nek fotoshooting, ne,
mogoče z mano, no, ker sem Primož, ko sem si jaz zamislil, da bi bilo Primož na Svetih Višarjah, ne, da bi jaz tam vozil, ne, tako kot je on takrat bil Jumbo Visma še, ne, se pravi na mojem biciklu, pa recimo neki črno, rumeno, whatever, tako pač oblečen, pol vmes, kao da mi kit napade dol, ne, pa da jaz tam neki dol se stopam, pa tam probavam, pol en tipček v rdeči majici, da me tam malo poriva, ne, pa en par fotk se tam naredi, pa imam pa en tako roza majica, pa na vrh, ne, pa tako bicikl, pa roza majica, pa naredimo tako en tako fotoshooting, ne. Ideja je dobra, problem je, da ne vem, kako bom klanc zvozil, tisti je strašno, tisti ne vem. To snimaš samo tiste dele, kaj peleš. Ti, ki si filmar, ampak jaz sem pa tudi, pa ti tudi, no, kolesar, tako da veš, da bomo vozili, ne. Vse sva kolesarja, ne, veš. Tako da, če si za, lahko to naredimo, no, enkrat. Bi bil za, tako, za fora, ne. Kaj pa datum obletnice? To pa ne, Giro je maj, konc maja enkrat je moglo biti, med 20 in 25. No, se ni treba, da ni treba, da na obletnico, lahko pač enkrat, no, pa tako pač Primož na Svetih Višarjah, ne. Taka huda fora. Ti si skoraj 2 Primoža, tako da. Ja, dober, ne. Imaš prav, ja. Ja, Rogliča še nisem videl. Živi pa blizu, no, tam v Gameljnah. Je njegova, po moji hiša, no, tam, ki živi tam, Rešico si valjda vozil, se si snimil tam dokument, kratek film o kolesarstvu, ne. No, tam, ker ješ gor in tam so pa neki olimpijski krogi narisani, pa vse njegove zmage, Giro, Vuelta, ne vem kaj, vse zmagoval pa letence, tam je lušten, ne. Tam je živel, nisem pa zihar, če imaš še tisto v lasti, vem pa, da mislim, da imaš še eno hišo v Gameljnah. V Gameljnah, prav spodje, ali kaj? Ja. A ja, no pa mogoče ni več tam. No, itak je veliko Monte Carlo, pa na terenu, pa vse to, ne. Ampak, da ima tam, no. No, enkrat sem, po mojem sploh še nisem vedel, da on tam živi. Jaz vozim kao na Rešico, pridem dole, veš, tam čez to Prvoklanček, dole iz Črnuč v Gameljne, pa vidim bus od Jumbo Visme, veš, tako, pa tam voznik tam v zuniji neki tam išče, neki gleda, tako, kaj Jumbo Visme tle dela, kaj je za to, veš, pa mi je kapne šele, ne. Tako prav bus od Jumbo Visme v Gameljnah, no. Ja, so ga prišli z spremstvom iskat, ne? Ne vem, kaj točno so tam delali, ja. Mogoče samo kaj hrane pripeljali. Ja, recimo. Ja. Imaš še kaj? Jaz trenutno se ničesar ne spomnim, ne da bi zamenjala kakšno temo, tako da. Ja, sej, sigurno bi imel še valjda veliko enih zgodb, ampak tako nekako tegobe amaterskega ali pa recimo praktično upenzioniranega amaterskega kolesarja vzponi in padci, ne dobesedno sicer vzponi, ja, padci pa ne, no, ampak vzponi in padci, ne. Tako da pride, ne. Ja, Slovenci smo v kolesarstvu, smo in to vidiš, da smo kolesarski narod. Smo, ker jaz sem si za Italijane mislil, da smo, ampak že kar je šel v Italijo, enkrat sem šel na asfalt, komi kakšnega kolesarja videl. Komi kakšnega. Pa bi rekel Italijani, da imajo to. Slovenci pa, kamorkoli bo šel. 5 zdele, en vikend, kamorkoli, na Črnivc, na Rakitno, na Krvavac, kamorkoli bo šel. To mravlišče, ne. In tudi Monte Lusari je bil za mene en izmed največjih dogodkov, ne. Svete Višarje. To se je gora tresla. Škoda, ker nisi bil. Ti si bil na Trečim en dan prej, ali 2 dni prej, ne. Strašna etapa. A tam zmagal? Tam nekaj Tomasa, par sekund zdaj, mogoče ne 3 čimah, a tam? Ja. A to je ono, ki je vzel neko tale, ko se če, zobnik neki dodaten, da ima neki manjši, ali neki, ki je menil bajk. Ja, to je bilo tam nekaj probavo, ko noben ni štekal, kaj točno dela. No, tam, ampak Višarje, to je bil pa praznik, to je pa res doživetje in moram reči, Slovenci smo blagoslovljeni v smislu, da je Italija pač tako blizu in da imamo mi to, letos bo v Gorici, a ne. Potem, zdaj že zadnjih 5 let skoraj vsako leto nekaj v Sloveniji, ne. Da prije taka velika dirka v Slovenijo, to je noro, ne. Tako da si že gledal Giro v Sloveniji, kaj? Ne. Sem edina... No, v Gorico bo šlo letos, ne. Jaz sem ga videl na Idrskem, sem ga videl 2 leti nazaj. To tam, kjer se pride po na Livške ravne, kjer so tisti neki te kolorate vozili. Tam sem ga videl. V Ljubljani sem enkrat prišel, tisti nisem šel gledati, to sem bil še ful mlajši, me ful ni zanimalo kolo. Zdaj pa, ja, luštam, no. Ja, super, hvala ti. Ja. Simon, res hvala za vabilo.
Upam, da me bo še kdaj povabil, res prav prijetno tukaj. Glede na tvoj karakter, mislim. Dobro, dobra stvar delaš, no, tako da me veseli. Lep podcast, če si dan. Pa se vidimo naslednji teden, v torek. V torek, ne.